Ko pomislim na ženske, pomislim na joške. In ko bi rad, da me otrdelost v hlačah mine, pomislim na feministke. Ampak, kdo so feministke in kaj točno verjamejo? Na kratko povedano, feministke so ženske, ki si pravijo feministke. Vem, ni lih najboljši odgovor, ampak tudi feminizem ni lih najboljša ideja, tako da mi dosti drugega ne ostane. Problem feminizma je, da za razliko od ostalih religij nima nekega papeža, ki bi rekel, to je feminizem in to je grešno, ampak se lahko vsaka feministka odloča zase. Zato, ker ni ene definicije, imamo nasprotovanje med feministkami, recimo o legalizaciji prostitucije. Ene feministke pravijo, da bi prostitucija mogla biti legalna, ker se imajo ženske pravico ukvarjati s čimerkoli hočejo. Druge feministke pravijo, da ne bi smela biti, ker so grde in debele in nočejo konkurence. Malo zgleda, kot da te ženske dobivajo ideje na istih portalih kot prehrambene nasvete. Začelo se je s prvim valom feminizma, za katerega vsi pravijo, da je bil dober feminizem, preden je šlo vse navzdol. Feministke prvega vala so se v glavnem ukvarjale z volilno pravico za ženske in pa z drugimi stranskimi projekti. Kampanja belih peres je bilo gibanje, kjer so feministke mladim moškim vojaške starosti, ki niso bili v uniformi, dajali bela peresa kot simbol sramote, da bi jih označili kot pusije. Tako je, samostojne in neodvisne ženske so sramotile mlade fante, ki niso umirali v eni najbolj krvavih in nepotrebnih vojn človeštva, zato da bi premaknili neko navidezno mejo za par metrov v eno smer. Zelo ženstveno in sočutno, bravo! Potem prohibicija, spet slaba ideja. Ne samo, da je financirala nastanek organiziranega kriminala, ampak je tudi povzročila cel kup smrti. Med drugim 10.000 neposrednih, ko so oblasti dale v obtok zastrupnjen alkohol, da bi ljudi prestrašili, da ga nehajo piti. Ampak feministke se glede tega niso preveč sekirale. Mogoče, ker je njihovo področje bolj lubijanje s hrano. In glavna točka, volilna pravica za ženske, nevtralna ideja. Vem, da je to nekaj, za katero stvar se večina folka strinja, da more biti, ampak zakaj? Kako vemo, da je dejansko koristna? V Nemčiji so ženske dobile volilno pravico leta 1919. In kdo je prišel na oblast manj kot 15 let kasneje? Hitler. Ne pravim, da je ženska volilna pravica razlog za holokaust, ampak ni ga pa niti preprečila, tako da ne vem. Nekatere feministke so za volilno pravico šle celo na gladovno stavko, tako da so jih oblasti začele na silo hraniti. Kar je praksa, ki jo v spomin na njihovo požrtvovalnost sodobne feministke zgleda še vedno prakticirajo. A ja, pa ko smo že pri sufražetkah, ljudje pozabljajo, kako globoko zabite ženske so to bile. Najlepši primer tega je definitivno Emily Davison. Kdor je ne pozna, bila je ikona feminizma, ki se je leta 1913 vrgla pred konja od kralja Georgea, da bi svojo smrtjo protestirala proti temu, da ženske nimajo volilne pravice. Vsaj, če berete uradno zgodbo. Če se malo poglobite v zadevo, se izkaže, da so v njeni torbi našli povratno vozovnico. Ta ženska je mislila, da bo preživela. Da bo šla ven na stezo, se sprehodila do dirkalnega konja in na njega obesla svojo zastavico. No, se izkaže, da ko postaviš pred 800 kg konja v polnem šprintu 80 kg feministke, te ne dočaka 15 minut slave, ampak naravna selekcija. Mislim, ne vem, če je res toliko tehtala, sklepam iz sodobnih feministk. Če ne drugo, nam je vsaj zapustila ta video, ki je do danes najbolj nazoren prikaz tega, kaj se zgodi, ko pride feministka v stik z realnostjo. Torej, prvi val feminizma rahlo negativen. So pa njem feministke vsaj dosegle več ali manj popolno enakopravnost žensk, kar je nekako cilj feminizma, vsaj če greš brat slovar. Torej, kaj zdaj? Začnejo iskati neke namišljene probleme, o katerih protestirati, ali se končno nehajo pritoževati in si najdejo dejanske službe. In tako se je začel drugi val feminizma, ki je v ospredje porinil vprašanja kot roza davek in spolno objektifikacijo. Spolna objektifikacija je ideja, da ljudi ni cool uporabljati za zadovoljevanje svojih potreb in pri tem čisto zanemariti njihovo osebnost. Samo po tej logiki, kako točno bi izgledalo gledati porniče? Mislim, kaj?
Moraš najprej poiskati, kakšno je pravo ime igralke, kje je odraščala in kaj jo zanima v življenju, in komaj pol lahko gledaš videe, kjer prdi v kamero ali karkoli pač vas vzburja. To nekako ne bi najboljše delovalo, kar je tudi cilj feministk. Ne da se gleda pornografijo na pravi način, ampak da se je ne gleda, ker so grde in ne marajo konkurence. Velik del drugega vala je bilo tudi nasilje nad ženskami, ampak o tem sem že naredil video s full cool poantami, ki si ga lahko pogledate. Tudi malo neumno mi je, da se ženske pritožujejo, koliko moški zaslužijo, ker itak na koncu večina tega denarja gre njim. Ko sem bil še programer, sem zaslužil tako parkrat več od moje punce in še vedno smo živeli v isti hiši, jedli isto hrano, hodili v iste hotele na počitnice. Če to do koga ni bilo fair, pol ni bilo fair do mene. Podobna zgodba je pri roza davku, ki je ideja, da izdelki za moške stanejo manj kot isti izdelki za ženske. Zakaj pol ženske ne kupijo izdelka za moške pa je? Kaj jih zamotijo žive barve ali koj kura? No, ne glede na vse skupaj, se feministke še vedno vztrajno borijo na teh zelo resnih problemih. Ampak en del feministk pa se je odcepil tega in rekel: Okej, res je, da ženske rabijo enakopravnost, ampak res je tudi, da spol ne obstaja. In tako se je začel tretji val feminizma, ki se ukvarja z vprašanji kot intersekcionalnost, kultura posilstva, nerealni standardi lepote in ful enih zabavnih reči. Kako lahko vemo, če slika neke ženske promovira realne ali nerealne standarde lepote? Enostavno, če lahko ta slika moškemu povzroči erekcijo, pol je lepota nerealna. Povsem logično iz njihovega vidika, ker to, da bi moškemu povzročila erekcijo kakšna feministka, je res precej nerealno. Mutiliranje genitalij je izraz, ki ga feministke pravilno uporabljajo za obrezovanje deklic. Pri obrezovanju dečkov feministke seveda takih zadržkov nimajo. Tam, če bi bilo po njihovo, bi zdravnik odrezal še par centimetrov višje. Kultura posilstva je prizadeta ideja, da folk smatra posilstvo kot okej. Imamo dejanske zakone, da je to ilegalno in folk hodi redno v zapor zaradi njega, ampak to jih še vedno ne omaje v prepričanju, da je posilstvo čisto sprejemljiv hobi. Spolno nadlegovanje je nekaj, kar pravilno smatramo kot neprimerno, pa vse do kriminalno. Ampak feministke bi rade tako začrtale mejo, da res težko najdeš nekaj, kar ni nadlegovanje. V to kategorijo je bilo imenovano že povabiti žensko na kavo, ženski pridržati vrata, žensko pridržati, ko zgleda, da bo padla, žensko močno gledati, se z nekom hecati v pričo ženske, reči ženski, da zgleda slabo, reči ženski, da zgleda dobro. In če se rajši izogibaš biti na samem ženskami, da ne bi kaj narobe izpadlo, si še največja pošast od vseh. Pod tematiko spolnega nadlegovanja mislim, da spada tudi problematika seksa pod vplivom substanc. Mislim, da tukaj feministično stališče več ali manj povzame tale slika. On je bil pijan, ona je bila pijana, seksali so, ona ni mogla soglašati. On pa je lahko, ali kaj? Če lepo piše, da sta bila oba pijana, kje je tu fucking logika? Odgovor je seveda v temu, da so ženske na seksualnem trgu več vredne in bolj zaželene, zato je tudi pričakovano, da se bomo z njimi obnašali kot s plemstvom. Feministke seveda tega ne bojo nikoli priznale, ker bi čisto podrlo njihovo teorijo, da so ženske zatirane. In če noben ne podre feministk, potem tudi njihovih teorij ni treba. Transaktivizem je en izmed integralnih delov tretjega vala in tudi en izmed najbolj čudnih delov vsega skupaj. Začelo se je tako, da si transfob, če sovražiš ljudi, ki so menjali spol. In končalo se je tako, da si transfob, če so ti všeč ženske, ampak imaš vseeno zadržke, da bi ga nekomu, ki se identificira kot ženska, fafal. Stvari, ki jih moraš narediti, samo da ne bi sovražil ljudi, postajajo vse bolj neokusne. Mimogrede, identificiram se kot ženska od zdaj naprej, tako da kdorkoli ne lajka tega videa je transfob. Transaktivizem je tudi točka spora znotraj feminizma, kjer se dogaja majhna vojna med feministkami, ki pravijo, da trans ženske tudi so ženske, in tistimi, ki tega ne sprejmejo. In ko rečem vojna, mislim vojna. Patriarhat je ideja, da je svet bil narejen od moških za moške in da bi se ženske tlačilo dol. Recimo, je več moških kot žensk na vodilnih položajih. Patriarhat! Je več moških kot žensk v zaporih? Tudi patriarhat!
Če so ženske nekje na slabšem, je to dokaz, da patriarhat obstaja. In če so moški nekje na slabšem, je to dokaz, da tudi njim škodi. Kaj točno bi potem feministke prepričalo, da patriarhat ne obstaja? Ne, nimam pojma. Je neviden, vseprisoten in ga ne moreš oddokazati. Res ne vidim, zakaj nekateri smatrajo feminizem za religijo. No in iz vsega tega smo zadnja leta dobili še 4. val feminizma. Že prej so bile stvari malo čudne, ampak tukaj pa noben več ne šteka, kaj da fuck se dogaja. 4. val feminizma nekateri imenujejo tudi Twitter feminizem in je točno to, kar bi pričakovali, da bo, če začneš smatrati ljudi s telefonom in preveč prostega časa kot verodostojen vir informacij. Ustvaril je znani hashtag #MeToo, ki je odlično gibanje za preprečevanje spolnih zlorab. Ker kako boljše preprečiti spolne zlorabe, kot tako, da posiljevalce in ljudi, ki so masturbirali pred ženskami, pol ko so jih vprašali, če lahko, mešaš v isti koš. Ne vem, če plačaš isto ceno, ne glede na prekršek, ni potem, če primeš žensko za rit, najboljša ideja jo primi če za joške, ker kazen bo itak ista. To je kot, da bi verjel, da bo folk jedel manj, če bojo vse restauracije all you can eat. V bistvu 4. val nadaljuje vse, kar je 3. val začel, samo da je zdaj to na internetu in vsem na očeh. Zdaj se feministke ne samo pritožujejo, da nekatere ženske zgledajo boljše od njih, ampak tudi organizirajo kampanje, da se to skrije. In če se komu zdi, da to ni dejansko nov val feminizma in da si ne zasluži svojega imena, očitno ne razumete, koliko ta folk obožuje oznake. Spolnih identifikacij je trenutno po nekaterih štetih 117 in po drugih še več. Ti ljudje ne bojo mirno spali, dokler ne bojo imeli svoje oznake, kamor se lahko dajo in kjer se lahko počutijo tako posebnih kot otroci s prilagojenim učnim programom. Že feminizem je čisto nepotrebna oznaka, ki sploh nič ne pomeni. Vse, kar dosežeš s tem, da si rečeš feministka, je, da se daš v skupino s folkom, ki imajo čisto skregana prepričanja in ki se med sabo ne marajo. Mislim, kdo točno pogleda to sliko in si reče, ja, jaz sem z njimi? Zakaj si pol reč feministka? Zakaj si moški pravijo feministi, nam je po moje na tej točki že kar jasno. Ker so moteni spolni plenilci, ki se hočejo približati ženskam in dati lažen občutek varnosti. Ta strip kar zadane bistvo, po mojem. Ampak, kaj pa ženske? Pri nas puncah seks ne more biti razlog, ker reč nekomu sem feministka izpade približno tako seksi, kot mu reč sem bipolarna ali imam herpes. Ne vem, malo mi deluje, kot da so to ženske, ki jim ne gre najboljše v življenju, ampak je mi malo težko si priznati, da je mogoče del krivde tudi na njih. In takrat pride mimo feminizem, poln že zapakiranih idej, kako nič ni tvoja krivda, vse so moški zajebali. Veš, zakaj ne napreduješ v službi? Ker ti moški ne pustijo. Veš, zakaj nimaš fanta? Zaradi nerealnih standardov lepote. Veš, zakaj boš umrla sama v stanovanju polnem mačk? Ker se upiraš sistemu. Dobrodošla v cerkev feminizma! Pobarvaj si lase zeleno, prepirsaj si, kar se prepirsa da in dej si gor majico z napisom jebeš moške, ker oni tebe definitivno ne bojo. Ok, konec videa. Tega ne sponzorira nihče, tako da kupite si kakšno mojo majičko, da lahko moški še naprej služimo več. In seveda, če se vam je zdelo, da imam kakšen dober point v videu, ga lajkajte in naročite se na kanal, da jih posnamem še več. Ajde folk!